Лето 509 пред нашим штетием je prišlo do pacet ruščanske vladarske linije v Rimu in izpostavitve нового система Римской республики. Многократно успешные вояжские походы so принесли в začetku 4. столетия пред нашим штетием контролю Рима над većina teritorija Апеннинского полуотока. В архитектурно-инженерских досежках истопа час владавины Апия Клавдия Слепега. В лету 312 пред нашим штетием je была поставлена najznačilnejša cesta в античном Риму, ki je povezovala Rim s Capua, ki je bila poimenovana Apijeva cesta в čast Apiju Клавдию. Kasneje so jo podaljšali do Brindisi. Bila je zgrajena z namenom hitrega premika tovora in vojske na jug republike in nazaj. Po označeni liniji so najprej izkopali kanal. Vanj so nanesli kamenje in sviž. Naslednji sloj je vseboval glino s peskom. Vrh ceste je bil prikrit s ploskimi masivnimi kamni. Celotna površina je bila načrtovana tako, da bi voda tekala ob robove cestišče. Po tej tehnologiji so v naslednjih stoletjih gradili vse ostale ceste, ki so povezovali pomembna mesta z Rimom. Апиева цеста се začela od Апиевых врат в Риму, ki so bila v času zgodnjega hriščanstva preimenovana vrata Svetega Себастьяна in končala se s stebri v mestu Brindisi, kjer se je en steber ohranil do danes. В другом столетии пред нашим штетием je вздолж Апиевой цесты поставljeno mnogo grobnic, kipov, vil in mavzolejev. V času zgodnjega hriščanstva so bili mnogi izmed poganskih grobnic predelani v hriščanske. Najbolj znane sta grobnice Svetega Себастьяна in Svetega Kalista. V času cenzorstva Apija Klavdija Slepega se gradi prvi akvadukt Aqua Apia, ki znatno spremeni stil življenja v starodavnem mestu. Prinaša čisto vodo, s katere se kvaliteta življenja meščanov močno izboljša. Voda v akvadukt se je stekala iz doline reke Anio in pritekala v Rim na levem bregu reke Tibere. Аквадукти so bili načrtovani tako, da so se ob bližanju k mestu sniževali. Naklon je bil le nekaj centimetrov na vsakih 30 metrov. Da bi voda neprekinjeno tekla iz izvira, inženirji načrtovali tunelje. Ko so cevi dosegli doline, so jih v liniju držali s pomočjo mostov. Da bi gradili visoke mostove in s tem ekonomično uporabili material, so si za vzgled vzeli i druščanski sistem gradnje z loki, ki so ga sčasoma izpopolnili. Loki so postavljali s pomočjo lesene konstrukcije, ki je material držala na mestu. Ko je bil postavljen zadnji kamen na svoje mesto, je konstrukcija statično samostojno stala. Ta kamniti element je enakomerno razdeljeval težo konstrukcije nad njim in dovoljeval gradnjo nad obokom. V naslednjih 500 letih je bilo zgrajenih 16 akvaduktov, ki so pripomogli k razcvetu mesta. Prav tako so jih gradili po celotnem imperiju. Najvišji akvadukt Pont du Grand v današnji Franciji se datira 1. stoletjem pred našim štetjem. Najdaljši akvadukt v zahodni Evropi se nahaja v mestu Segovia v Španiji. Najdaljši akvadukt v celotnem Rimskem imperiju se nahaja v Konstantinoplju, današnji Istanbul. В 1. столетии пред нашим штетем се появил новый тип градни ставб – базилика. To je stavba zgrajena v pravokotnem tloresu, ki vsebuje neparno število ladij različnih površin. Služila je kot javna zgradba, namenjena sodiščem, trgovskim centrom in prostoru za zbor ljudi. Najstarejša rimska bazilika iz 184. leta pred našim štetjem, bazilika Porcije, je stala na rimskem forumu. Tam se je nahajala še bazilika Emilije iz 179. leta pred našim štetjem. Največjo stavbo foruma, baziliku Maksentiusa, so začeli graditi 308. leta našega štetja in končali pri Konstantinu leta 312.